Se ne motim, so prvi sistemi se precej pregrevali. Right? Ljudje so se pritoževali, da so lahko sistemi pač prvič težki in drugič, ne vem, precej neprijetni, ker naj bi se te baterije segrele. Zdaj čisto odvisno od headseta. Odvisno, ja. Quest 1 se je dost segrel. Jaz nisem bil se tudi tale se kar se greje. No, ne bom rekel, da se ne, če daš roko gor, boš zelo čutil, da je No, sam sej to načeloma ni važno. Važno je, kakšna izkušnja je pač na obrazu. Se pravi, vem, da ki sem imel, se pravi, CV1 se ni segreval. Se dobesedno toliko počasi segreval, da si ga mogel pustiti 10 minut per mir, da se je segreval, da se ti nisi leče segreval. Wow. No, ampak zdaj kot lastnik indeksa, je pa okoli 800 gramov, pa se kar se gre. Sploh, če daš na 144 Hz, se toliko se gre, da imam ventilator spredi. To je frame rate. Tako je, herčen, se pravi, svežito zaslon. Koliko potrebuješ, da ti ni slabo? Ker to sem slišal, da mora biti ful visoki frame rate. Ne, ni treba, da je zelo visok. Meni se zdi, da jaz osebno 90 je čist cool, pa 72 je še v redu, pod 72 pa že lahko slabo rata. Zdaj, kot oseba, ki je igral 2 leta Assetto Corsa na 20 frameov v VR-u, mislim, da je čisto odvisno od osebe. Kaj je optimalen frame rate za človeški vid, bi rekla, trenutno? Je 144 nekaj, kar je recimo veliko boljše od 60 Hz. Drastično. Se pozna, zelo se pozna. Že iz 120 na 144 je velika razlika, kar se tiče občutka, ampak ni potreben. Zdaj iskreno 90-72, ki podpira Quest 2 ali pa Quest 3, točno gre do 120, ne? Ja, do 120 gre ta očala. Ampak načeloma je dosti za v redu izkušnja. Ja. Ker se mene tiče, recimo, imaš pa pol Big Screen Beyond, ki pa načeloma Valve Index competitor, ima pa max 120 Hz, ampak ima mikro OLED zaslone, ki so pa v bistvu dajo občutek, da je veliko bolj gladko, kot pa na 144.